Kaj bi svetovali mladostniku, ki je v stiski? Prva stvar, ko bi sploh svetovala mladostnikom, kadar se soočajo s stiskami, je, da se absolutno obrnejo na eno odraslo osebo, ki zaupajo. Zdaj, nažalost, velikokrat si ne upajo obrniti na starše, ker niso niti navajeni, da so starši oseba, kateri se lahko zaupno obrneš in ne tvegaš, da te zavrne. Tle bi spodbudila tu starše, da poskušajo že od vsega začetka z otrokom vzdrževati stik na ta način, da mu lahko pove tudi stvari, ki ga morijo, ki jih ne zna, kjer je negotov in da ga ne kritizirajo, ne moralizirajo, ne zavračajo. Mladostnikom ali pa mladim ljudem sploh bi pa absolutno svetovala, da se poiščejo odraslo pomoč. Ali so to starši, ali so to sorodniki, ali so to starejši bratje, sestre, če so že odrasli, ali so to učitelji, lahko je to terapevt, lahko je psiholog, lahko je katerakoli odrasla oseba, ki ji ta mlad človek lahko zaupa. Ker dejstvo je, da je najslabša stvar, če mladostnik nosi stisko sam, ali pa celo, če nosi stisko drugih mladostnikov. Pomeni si zaupajo med seboj težke stvari, potem pa drug za drugega to stisko nosijo, jih tlači mora, skrbi jih, groza jih je in nimajo nikogar, ki jim pomaga to zregulirati, rešiti in pridobiti ustrezno pomoč. Druga stvar, ko bi jo pa priporočila, pa ta, da absolutno se ne izolirajo od vrstnikov, pomeni, če je to nekdo, ki je v šoli, ali srednješolec, osnovnošolec, študent, konec koncev, da ostane v šoli, da ostane med vrstniki, da ostane čim bolj v stiku, tudi če mu je težko. In jasno, pri tem, če hoče ostati v stiku, rabi tudi nekoga, da mu pomaga se zmeniti s tem odraslim okoljem v šoli ali kjerkoli, da bo pokazano razumevanje za tega mladostnika. Pomeni, da ohrani kolikor maksimalno se da povezav, tudi če samo sedi zraven. In tretja stvar, da se tudi fizično ne zapre, pomeni, da si upa priznati ali pa opaziti pri sebi tiste znake, ki kažejo že, da grejo na depresijo ali pa zasvojenost. Pomeni, ko ostaneš doma sam in namesto, da bi šel ven, reči dober dan svoji sosedi ali reči, prišel sem v šolo, vsi mi greste na živce, in raj odpreš igrice, raj nekaj spiješ, se zapohaš ali karkoli takega narediš, to je en zelo, zelo globok alarmni znak, da se verjetno dogaja težek proces, ki lahko vodi tudi v zelo hudo nefunkcionalnost ali pa kakšne hujše oblike duševnih motenj.